Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji Prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, prisrčen pozdrav sonca obsijane Bonifike, zares fantastična kulisa v Kopru, pred nami pa je prva sredina tekma 19. kroga slovenskega državnega prvenstva. Koper gosti Tabor iz Sežane, poskušal z vitim strelom, zdaj pa morda priložnost in gol! Koper vodi. Ekspresno so uspeli ugnati Koprivca. Koprčani v 5. minuti najprej Kotnik zapretil strelom odaleč, potem pa takoj hitra akcija, ko je Koprivec vrnil žogo nazaj v igro, pa so Koprčani dobro pritisnili in znal je vse skupaj izkoristiti. Tule bomo videli tisti pritisk, ki sem ga že omenjal, ko smo mi gledali posnetek. Jaša Ragič je znal vse skupaj izkoristiti in dobro streljal po tleh ter prišel do svojega 4. gola v tej sezoni. Znova pri žogi oba osrednja branilca. Kotnik vidimo, da je spet ponujen na desni, ampak žoga Osudžija za Kambiča. Kambič! Veselje domačih, začetek 34. minute in krasen gol Luke Kambiča. Kako dolgo je čakal na ta trenutek Luka Kambič, fantastično je tu vse skupaj odigral. Bil nagrajen za pogum, ko se je ponudil v napadu. In to je njegov prvi gol v prvi slovenski nogometni ligi. Briški in Nzenge. Stankovič nazaj. Hamid v kazenski prostor. Tole je zdaj priložnost, prečka rešuje Goluboviča. Požek Vancaš, Osudži, levo se ponuja Jaša Ragič, Osudži ga je opazil, pred Jaša Ragičem je Ovsenek, Jaša Ragič uspešen, že v kazenskem prostoru, Jaša Ragič, Požek Vancaš, kakšna akcija in gol! No, tule pa sta se Rudi Požek Vancaš in Jaša Ragič poigrala z obrambo Tabora in Koprčani prihajajo do vodstva s 3-0. Sijajen protinapad, šolsko je bilo to izvedeno in zdaj Tabor v povsem izgubljenem položaju, ne glede na to, da so Sežanci bili pred 2 minutama zelo blizu temu, da pridejo do znižanja zaostanka, pa se znova veselijo gostitelji. Nzenge, Stankovič v prostor, zdaj je zelo visoko Kaleba in mislim, da se je spet stresel okvir gola, že drugič je vratnica. V obrambi še vedno delajo napake, Jaša Ragič za Osudžija, Osudži ostal je na nogah, Osudži za Kotnika, Kotnik lahko strelja, Kotnik, vratnica, pa zdaj priložnost za Edom Vonija, morda bi bilo celo bolje, če bi kar Rudi Požek Vancaš sam zaključil. Tu zahtevajo prekršek goste, ampak ni se oglasil Matoša. Če je zamahnil proti nasprotniku Maj Mittendorfer, ki kaj lahko zdaj konča s tekmo. Ja, 11 metrovka bo to. Nzenge in na pravem mestu Golubovič. Danes je gol Kopra za Tabor zaklet. Je pa zdaj Jaša Ragič pri žogi. Priključil se je iz ozadja Krajinovič. Krajinovič, lepa finta, lep prodor. Krajinovič pred vrata in Edom Voni. 79. minuta, 4. gol za Koper, ki prihaja do vodstva s 4-0. Tu je zdaj glavnino dela opravil Krajinovič, ki je pred nekaj trenutki dobil priložnost. Blizu so bili Sežanci, da bi se obranili. Edom Voni tudi ni ne vem kako dobro zadev žoge. Na dnu. Jasno pa se lahko dogodi tudi kakšno presenečenje. Zdaj ima še Požek Vancaš priložnost, zaobšel je Koprivca in petarda je odjeknila v golu Tabora. 81. minuta, krasna podaja v prostor
In Rudi Požek Vancaš se veseli gola, ki ga je čakal, da z njim dvigne samozavest. Lepo je tu šel prečke vratnice, pa zapravljene 11-metrovke ne štejejo nič, ne gredo v statistiko kot karkoli pozitivnega. Iskaj in zdaj vendarle gol, pod katerega se je podpisal Briški. Vseeno se je zdelo, da pa nekako mora Tabor priti vsaj do gola na tej tekmi, kajti Koprčani so bili luknjasti v zadnji vrsti. Tu sta znova povsem na robu klopi Kosič in Škerjanc, ni pa nobenega veselja ob tem, ko so Zoran Zeljković, čestitke za zmago. Ko ste hodili proti izjavam, ste dejali, da ste pozabili, kako je zmagati. Kakšni so občutki zdaj, potem, ko je prekinjen ta črni niz? Ja, res je, malo smo že pozabili, kako je zmagati, ampak sem danes res vesel za celotno ekipo, kajti borili smo se do zadnjega atoma in kar je najbolj pomembno, nasprotniku nismo pustili veliko in te priložnosti, ki smo imeli, izkoristili. Koliko je bilo lažje gledati vse skupaj z roba igrišča, ko je prišla končno za vas ena tekma, ko je prva priložnost prinesla tudi prvi gol? Ja, sigurno, da je takoj lažje igrati, če vodiš 1-0, ampak še zmeraj se je čutili, da nismo še sproščeni. Tam pred tretjem golu se mi zdi, da smo se malo sprostili, bili bolje sigurni v pasu. Verjamem, da nam bo ta tekma dala nek dodatni zagon, da končamo prvenstvo tako, kot moramo in da se dobro pripravimo za nadaljevanje. Se vam je v drugem delu vseeno zdelo, da so Sežanci morda nekoliko preveč lahko prihajali do nekih situacij, ko so bili nevarni, predvsem po tem, ko ste dejali, da ste povedli s 3-0? Ja, imeli so nekaj situacij, sigurno imajo tudi oni določeno kvaliteto in malo, ko si nepazljiv, te hitro to kaznuje, ampak še enkrat, žal mi je samo, ker nismo držali ničle, ampak 5 golov dati ni lahko. Najbolj pomembno je, da točke ostajajo doma in ne sme nas to zavesti. Dobro vemo, kaj rabimo in ne bo nas to uspavalo. Zoran, najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam. Dušan Kosič, težko je stopiti pred mikrofone, ko ne gre 5-1 na koncu. Zdi se, da je manjkalo agresivnosti, ko sem pogledal na statistiko, 3 prekrški. To je nekako za klub, ki se bori za obstanek, pa bi moral biti fanatičen, premalo. Se strinjate? Zaslužena zmaga Kopra, naša podoba ni na želeni ravni. Čakamo premor, da se lahko resetiramo in čestitke Kopru za zmago. Kaj je manjkalo tam v prvem polčasu? Vi ste bili v prvih 10-15 minutah še zelo aktivni, kot smo vajeni od vas, potem pa tudi z vaše strani ni bilo tiste energije, da bi mogoče z nekimi kriki vzdignili vaše fante. Ja, sej, to delamo že kar nekaj časa in seveda, ko ne gre, bedarije smo delali. Prvi gol je čista neumnost. Pa tako, kot smo rekel, zdaj trenutno stanje kaže, da nam nič ne uspeva tisto, kar se zmenimo. Nekateri fanti so v redu, ampak premalo je razpoloženih fantov in v 2-3 situacijah se vedno smo prepozni ali nismo dovolj odločni, premehki in smo kaznovani za to. In zdaj je res čudno je, no? Karkoli probaš, nekaj časa še to uspeva, potem pa v prvem nekem momentu, ko zamudimo, se pa seveda težko pol pobrati in ta prvi gol nas je seveda, tudi pol smo probali nekaj, ampak nam ne gre tisto, kar se zmenimo, enostavno ne naredimo. Samo še to vi vedno pravite, da Dušan ne odneha, še imate energijo za nadaljevanje s Taborom, še je želja prisotna tudi za spomladanski del? Po vsaki taki tekmi je težko se zbrati tudi fantom. Vse fantom tudi ni, vse smo skupaj v tem, in klub in fantje in iščemo neke rešitve, ki pa se zamikajo in ni velik zaostanek za mestom, ki si ga želimo, ampak seveda si nismo želeli biti v tej poziciji. Nismo toliko slabi, kot trenutno kaže naša podoba na igrišču. Dušan, naj čim prej mine do premora, potem pa z novo energijo naprej. Hvala za izjavo. Hvala lepa. Anise Šaragić, če ni šlo v izzivu pod prečko, pa
Tanko šteje za res 2 gola. Mislim, da prvič v prvi ligi, ne 2 gola na eni tekmi. Čestitke. Ja, res je. Prvo hvala. Kolikor sem vam rekel, boljš na tekmi, da zadanem. Malo sem se tudi šparil. Ja, danes ena težka tekma. Vedeli smo, da nas bo Sežana počakala v nekem nizkem bloku. Bili smo kombinatorni, čakali smo svoje priložnosti. Hitro smo dali gol, kar je bilo pol vse lažje. Koliko bi bilo težje, če bi tam, ko je Briški streljal z glavo pri 2-0, pa žoga končala za hrbtom Adnana Golubovića, bi padli vseeno v neko krizo ali ste bili danes vseeno toliko močni, da bi se pobrali? Niti ne, igrali smo svojo igro. Mislim, da je vsak igralec dal danes vse maksimalno, vse od sebe, tako da gremo naprej. Anis, najlepša hvala in srečno še na zadnji tekmi. Najlepša hvala. Težko je priti pred kamero po takšni tekmi. Priložnost od prve minute, pa se je zdelo vseeno, da Tabor danes ni bil vse v prvem polčasu ne takoj z glavo pri stvari. Kako ste vi, Aleksandar, videli to tekmo? Ja, res je. Mislim, štartali smo tekmo, hoteli smo biti kompaktni, ampak bil je problem, da smo že takoj na začetku dobili prvi gol v prvih 10 minutah, pol pa so stvari šle pač dolne. Probali smo nekot pol drug polčas, da stopimo gor, da probamo čim prej zabiti. Imeli smo tudi 11 metrov na 3-1, mogoče bi nas to vrnalo v tekmo, ampak po tej zgrešeni 11 metrov, ki tudi mislim, da pol, ko je naslednji gol padel, da je bilo odločeno čisto. Koliko vseeno nekoliko olajša delo, da je zadnja tekma zdaj za ta vikend. Zdi se, da Tabor zares rabi premor, da se nekako zberete, oddelate priprave in potem sveži z novo energijo greste v drugi del sezone. Pa sigurno bomo rabili zdaj pauzo, da prvo glave skočijemo. Prvo moramo še zadnjo tekmo odigrati, pol pa da glave skočijemo, se dobro pripravimo, pa da začnemo osvajati točke. Najlepša hvala in srečno. Hvala.